Dobro večer, spoštovani, cenjena publika, vsi pred malimi zasloni, pred malimi ekrani. Pred nami je zadnja oddaja v tej sezoni, 30. zapovrstjo, mimo grede, in ker je zadnja, imamo za vas tudi najboljše zadeve. To je ansambl Saša Avsenika. In to čisto res zna in bosta tudi Monika in Gregor Avsenik. In ker noben petek ne mine brez fuzbala, bomo danes imeli tudi eno presenečenje, in sicer revijalno fuzbal tekmo. To je to na kratko, ne odhajati z nami, ostati. Dobrodošli v nocojšnji oddaji. Zdaj nekaj treba priznati, v preteklih 29 oddajah smo bili kdaj tudi malenkost pikri ali pa zbadljivi ali pa zajedljivi, kar en lep fant iz ene slovenske živalske skupine tudi dobro ve, pa če zdaj gleda, verjetno prikimava. Počasi, kaj se je zgodilo. V vsakem primeru danes ni pravi trenutek, zato namreč gostimo sam presežek slovenske glasbene scene. Z nami so Čuki! Se niso. Marko Vozelj! Moram, ne gre drugače. Ampak čisto res, danes gostimo dediščino slovenskega svetovnega glasbenega fenomena. Z nami je ansambl Saša Avsenika. Komad, skladba, ki se človek enostavno ne more naveličati, jasno na Golici, z nami nocoj Sašo Avsenik. Zdravim, spoštovani, Sašo, izvoli sest. Ampak čisto res, koliko je Golica stara sploh že? Vmes smo ta zadnji festival, posvečen jubileju Golice, 60 let. 60 let? Dobro, 60 let. To je lep cajt. Zdaj, Nemci oziroma tam nemško govoreč, prostor seveda ne reče na Golici, ampak kaj, trompeten eho. Ja, odmev, trompetni eho. Tako. Zdaj mi povej nekaj. Vi, recimo, ste kot band, torej ansambl Saša Avsenika, špilate izključno po tujini ali ste tudi kaj doma?
V bistvu smo kar velik del tudi doma, nekaj je tistih tematskih koncertov, božični ali pa, če so kakšni drugi prazniki, velike veselic. Ostalo smo pa v bistvu to, da lahko rečemo, da smo profesionalni glasbeniki po tujini, to, da napolnimo naš koledar. Ampak recimo, kamorkoli pridete, zdaj vi imate zraven torej eno ime, eno tradicijo, ko vidijo Saša Avsenik. Zato je tudi kar neko breme vsega skupaj, ni? Recimo, občutiš ti to na tak način? Ta prava beseda je odgovornost, ne? Odgovornost, pa tudi v bistvu vrata odpre ta priimk. Veliko ljudi pozna že odprej, veliko publike imamo še od starega očeta, po mojem očetu se pravi, smo že tretja generacija na poti, 65 let je tradicije, velike repertoarja, tako da v bistvu sreča je, da lahko iz tega repertoarja že veliko ven zbiramo, da imamo, tako kot sem rekel, lahko za plesno situacijo ali pa za koncertno material, pa seveda, da pazimo, da je neka ta kvaliteta, ker skupina starega očeta je bila v bistvu vrhunska po kakovosti. Ja. Zdaj, če se recimo obrnem sem tja, to je stari oče, no? Je. To je res, točno, to so stare arhivske slike. Kje se da že slike recimo videti v muzeju, če se ne motim, ali? Ja, v bistvu imamo v Begunjah lep muzej, ki sta ga skupaj v bistvu postavljala oče Gregor pa moja stara mama Brigita. In tam noter v bistvu se je skozi leta zbirali veliko materijala, nekaj originalnih predmetov, glasbil, kosi oblačil od narodne noše in pa seveda velike starih fotografij. V bistvu kar toga, da smo lahko tudi sestavili cel dokumentarni, tak kratek 15-minutni film. Ja. Zdaj, to je nekaj, kar človek mora videti, če pride v Begunje, mora si obvezno pogledati vso to zbirko, ne? Ja, taka glasbena dežela je v bistvu, ko prideš v Begunje, prideš v center, kjer kot prvo veš, da je ta glasba tam doma. In pa tudi, ko se okoli ozreš, vidiš same naslove skladb, v bistvu Roblekova koča, Večer na Robleku. Od Begunj se tudi vidi, če si mehen višji otoček sredi jezera, en grad, lepe steve karavanke, prelepa zelena begunjščica pri Jožovcu. Tako da v bistvu, ko prideš v Begunje, imaš okoli sebe same glasbene naslove. Ja, super. Enkratni plac za to, da tisti, ki še tam niso bili, morajo obvezno iti vse skupaj pogledati. Zdaj, sam ansambl, recimo pevko ste zamenjali nazadnje, če kaj vem. Ja, menjava je bila. Prej sem omenil, da smo veliko na poti, da je tudi veliko tujine in naša prejšnja je dopolnila neko tako starost, ki je rekla, da bi pa rada tudi privatno življenje začela. Tako da je v bistvu pri nas odstopila in je še kar aktivna v narodno-zabavni muziki, ampak manj. Mi smo pa razpisali audicijo in med 40 dekletom zbrali našo novo mlado Lariso. In to je Larisa, koliko je stara Larisa? Prejšnji teden je bila 20. 20. Ptujčanka, Prlečka. Največ dekletov v bistvu. Ja, prav iz Štajerske se je največ punc na audicijo prijavila. Da bi to objasnili, zakaj največ iz Štajerske recimo? Štajerke imajo rade Gorence. Štajerci nismo dovolj dobri očitno. Ali pa ne znamo tako dobro špilati. No? Ne, ta muzika je tukaj zelo priljubljena. To opazim tudi, ker Štajerci ste tak vesel narod, lahko temu rečem. Veliko srce. Štajersko srce ni takega. Ljudski, družabni, veseli in v bistvu to pa Larisi nam je všeč, ker je res taka ljudska, že ki je prišla na audicijo, kakor da ne bi imela treme, zelo je tako sproščena in to bo tudi danes pokazala to novo energijo. Ok, super. Daj mi še nekaj, kje se vas da videti? Recimo en velik koncert boste imeli, to mi še povej, preden daš zapel še eno skladbo. Ja, povabil bi najbolj na našo spletno stran, ker imamo največ terminov, ampak največji tako srednji dogodek v Sloveniji bo pa letos v novembru, 20. novembra, natančneje v Cankarjevem domu v Galusovi dvorani organiziramo prvi samostojni koncert. To je treba obvezno zacajknati. Povejva kdaj še enkrat, če so si zapomnili vsi skupaj. 20. november, za zgodbo naslov koncerta je Ne sveti zvezda v noč svetleje in v bistvu bomo gostili goste, ki niso poznani v narodno-zabavni muziki ali pa niso samo v narodno-zabavni muziki, se pravi pevci popularne glasbe za Avsenikovo zasedbo. 20. november, sem mi to rekla, karte so že za dobiti, če kaj vem. Je res? So že. Karte so že za kupiti, pa hitro bodo zmanjkali po vsej verjetnosti. To upamo, taka je naša želja. Prej sem rekel, da greš za 5, ti ne boš pel, ampak boš igral. Komad, pesem, skladba, gorenjska, polka. Sašo, prosim. Hvala. Daj se k vsem ostalim postavi in še nekdo se pridružil pri sami skladbi, to je Gregor Avsenik, s katerim bomo tudi kasneje še, kako rekli, seveda. Dajmo prisluhniti, gorenjska polka.
Gorenjska polka, ansambl Saša Avsenika. Evo, to je sicer ne zadnja priložnost, da razbijete domači inventar. Kasneje bodo še odigrali par skladb, takih, ki seveda jasno ne smete zamuditi. Med ansamblom, torej kot gost v tem primeru lahko rečem, tudi Gregor Avsenik. Gregor, spoštovanje, dobro večer. Oh, yes. Kakšen večer, kako ste, povejte mi? Ste v redu? Odlično v takej družbi. Super je, no ni fino. Upam, da je tudi publiki tako všeč kot meni. Nam je všeč, da ste pri zadnji oddaji z nami v tej sezoni. Ja, to je posebna čast. Highlights, za konec damo najboljše, ansambl Saša Avsenika. Pa vas kot gosta, pa še eno gostjo imamo, kasneje sem zdaj ne bova še povedala. Preden greva na sam ansambl oziroma na vaše spomine, recimo temu, mene zanima nekaj drugega. In sicer se vam zdi, da se včasih Slovenci ne sramujemo, ampak recimo, da sramujejo neke svoje tradicije, nekega svojega izročila. To vprašanje je bilo pogosto v mojem življenju in moram reči, da iz leta v leto imam manj pomislekov to vrstnih, ker se mi zdi, da je vedno bolj spoštovana oziroma vedno večja zavednost, da je tradicija pomembna in da je to pomembna vrednota za narod. Vi ste recimo tudi dosti študirali po tujini. Ne, to je bil moj brat Slavko. Aha, točno, tako. Jaz sem kar v Sloveniji študiral. V Sloveniji ste študirali tako, evo. Ampak povejte mi recimo, ko ste bili po tujini, kakšen je bil občutek, da ste slišali kje slovensko skladbo pred nabito polnimi dvoranami? Ja, to se je dogajalo na očetovih koncertih. Ne? To je bil razlog, da smo šli kot otroci v tujino. Sicer za ostalo glasbo pa, kar smo v Sloveniji. Ne? V tujini je bilo pa seveda to fenomenalno. Mislim, ta občutek oče na odru, glasba v bistvu tuji deželi in tako bi rekel, tako navdušenje. Nikoli pozabljeno, recimo smo prišli in ta euforija, dobesedna euforija, ki je bila, ne, in cepetanje z nogam na koncu in v bistvu jih niso spustili z odra. Ne. Po mizah, ploskanje, vse kar reči. Po mizah bolj v šotorih, ne, ampak tukaj ponavadi smo šli v lepe koncertne dvorane z mamo in to se je po nas zgodilo na zadnji dan očetove turneje. Zdaj, dajte mi nekaj povedati, kako se vi spominjate očeta, recimo, ko ste bili še otrok? V najlepšem smislu. Rad se spominjam in moram tudi reči, vedno zdaj, kadar sem s sinom na koncertih, ki igrajo Veter, nosi pesem moja, se ravno tak ritual osebni imam, da se vračam v te spomine in lepo in vedno se čudam, da tako uspešen mož, kot je bil on in v bistvu pri vsem temu dogajanju, da je najdel tudi toliko energije, toliko ljubezni do družine, tako da jaz kot najmlajši sem ga v bistvu imel tudi največ doma. Ampak kljub temu ga niste imeli kaj dosti doma, se oče bil verjetno dosti na turnejah okrog, ne? Dosti je igral. Jaz se najbolj spomnim potem v bistvu zadnjih turnej in to je bilo, takrat je bilo recimo pol meseca je bil od doma, pol meseca pa doma. Kar je v redu, če upoštevamo, da je vrhunski glasbenik svetovnega formata. Ja, pri mojih bratih se je pa zgodilo tudi po par mesecev, da ga ni bilo, ne. Glejte, kako se vam zdi, da Sašo, recimo, vodi en ansambl, ki nosi Avsenikovo ime? To je mali čudež na ta način. Se fanče niti 30 ni star. Ja, se v bistvu, ne vem, koliko je bil star, se pravi, zdaj bo 10. obletnica, se pravi, okrog 17 let, ki je na oder stopil in to televizijsko dajo. Imeli smo Avsenikov abonma in je zavihtel korajžno harmoniko z malo znanja in takoj je začaral publika pa njega. Tako da to je bilo fenomenalno v bistvu in tudi ne bi verjel, če se ne bi prepričal in doživljal njegove uspehe, njegovo vztrajnost, pridnost in veliko, bi rekel, mero profesionalizma. Se to se vidi po nastopih, vidi se že, ko govoriš z njim, da je čist nekaj drugega, to je drug kaliber človeka, recimo. Tudi moram reči, da pri vseh mojih, recimo že skoraj, ne, kar preko 30 let delovanja, da je ansambl, tak ansambl, kot ga ima on, z vso organizacijo, z pripravami, z profesionalno izvedbo delač, predvsem od vseh ansamblov, katerih sem imel priložnost igrati. On recimo veliko sam glasbe tudi napiše, ali vi pišete? Ne. Pretežno igrajo, se pravi očetove oziroma stričevo glasbo, s tem, da vse več se pa tudi sam preizkuša v kompoziciji, ne? Tako da mislim, da je z lepimi skladbami štart oziroma z lepimi uspehi, feedback je odličen, tako da mislim, da to je največ in tudi najlepši razvoj, če bo
svojo glasbo tudi naprej, ker jaz pravim, vsak mlad ansambl velike, težka odgovornost je, velika naloga je, da hrani to očetovo glasbo, ampak za nadaljnji razvoj pa zelo pomembno, da v ansamblu sami ustvarjajo in če bo sreča, da bo tudi on veliko pesmi naredil. Dajte mi nekaj povedati, čisto za konec, zdaj še to reči. Ampak Sašo ni edini v družini od otrok, ki On je ustvarja, najstarejši tako, od 5. od 5, tako. Ampak ni edini, ki se z glasbo ukvarja. Ja, tukaj je pa še presenetila 4. po vrstnem redu v družini od otrok, Monika, ki je druga in tudi stopa v profesionalni svet glasbe. Je tudi članica Perpetuum Jazzile in kaj ne rečem, vesel sem, kadar se takole znajdemo skupaj na odru kot danes. Mogoče je bilo fino, da bi recimo kaj skupaj zapeli zdaj. No? Z velikim veseljem. Monika, vi pa ansambl Saša Avsenika. Moram reči, da skladba, ki smo jo za danes pripravili, Bela laboda, da mi je v posebno veselje in poseben, bi rekel, doživetje, kajti tukaj praktično oče in stric sta napisala glasbo, sinov ansambl izvaja, jaz sem kot solist in da še ona v glavni vlogi solistke, vokalistke. Lepše skoraj ne bi moglo biti. Ne more biti. Okay. Gregor, prosim, kar na oder, do vseh ostalih, hvala vam za pogovor. Dajmo mi še prisluhniti tej skladbi, ki seveda ni zadnja nocoj, Bela laboda. Monika Avsenik, Gregor Avsenik in ansambl Saša Avsenika. Gorski tišini prek jezera, njuna podoba v vodi se zliva, v rajsko lepoto sredi gora. Bela nedožnost sredi narave, da ljubezen se ne konča. Sabo nahine sanje prvih noči, juna podoba kliče z naravo, prava ljubezen večno živi. Nežna, lepa pesem Bela laboda, z nami nocoj tudi, kot ste lahko slišali in videli, Monika Avsenik. Monika, spoštovani, dobro večer. Kar izvoli. Kako se počutiš? Živčno. Nervozna? Ja, zakaj? večkam pa res. Čemu? Pogovor, intervju, tak večkam.
Nič ne boli, tem. ampak ti pol raje poješ, kot govoriš. Recimo, Rajš to. pojem, ja, ker bolj vem, kaj moram povedati. Ja. Kaj moraš tako zapeti? dobro. Meni je bilo recimo bolj strah pet, kot pa govoriti, kar je normalno, ker ne znam pet. Po drugi strani. No, meni je to mečka več izziv. Poslušaj, zdaj najprej preden se ni nobenih zapletenih vprašanj, ni se kaj zabati, ampak ko sem recimo šel gledati, iskati malo Monika Avsenik in tako naprej, spraševati ljudi, je bilo na vseh recimo socialnih omrežjih, forumih in povsod drugod, se večina ljudi sprašuje, če si še samska. Ojoj. Ja, brez heca, not kidding. Torej, A moram odgovoriti? ja, če ni skrivnost, recimo. Ja, še vedno. Še vedno, ok. Spoštovani kolegi Štajerci, recimo, ker so nam eno Štajerko že odpeljali, pa jo Menjava. odnesli na Begunje. Hvala Larisa, čeprav je to v bistvu kompliment za to našo lepo pokrajino. Torej, če je kdo single, pa zna lepo pet, se naj oglasi. Mogoče bo kaj z tega, recimo, ne? Tudi pri Perpetuum Jazzile. Ja. Tako. Poslušaj, kaj raje poješ, recimo ti zraven ansambla tvojega brata ali pri Perpetuum? V bistvu skoraj ne moram primerjati, ker je zelo različna stvar. Mogoče za mojo dušo zaenkrat je še vedno malo bolj tuja glasba, recimo. Je pa tako, da se v bistvu vedno bolj zavedam, kako je močna ta dedkova glasba in vedno več mi pomeni. Pravzaprav od 2015, ko sem prvič nastopala na festivalu pri nam v Begunjah, takrat se je v bistvu začelo to, da sem res začela tudi jaz veliko bolj čutiti to muziko in tudi meni veliko več pomembno, kot mi je nekoč. Je zdaj v nekih recimo otroških, najstniških letih ti verjetno ni toliko, ne? Ker ipak je to ena Avsenika institucija. No? Ni to samo ena skupina, pa eno pomembno ime, recimo. Zdaj, kako se ti spominjaš dedka? Z dedkom sem imela malo drugačen odnos kot recimo ne vem, mlajši brat, zaradi tega, ker sem bila skupaj s sestro, sva živela v Ljubljani pri njemu v času šolanja, tako da sem bila v bistvu 5 let smo bili skupaj in sem ga v bistvu videla vsak dan, ne, tako da je bil skoraj recimo nekako kot oče, ki je doma počakal, a sem prišla ali ne, je bil tudi nadzor, a je bila ta prava ura za domov prideti. Ampak ja, v bistvu na koncu se je razvil zelo tak močen nek odnos med nama tudi. Zdaj, recimo konkretno, kako izgleda preživeti čas s Slavkom Avsenikom? V bistvu, če pomislim na preživljanje časa, se največkrat spomnim na praznike, ko smo bili skupaj, ne vem, za Veliko noč, mogoče Božič, to smo vedno v bistvu imeli neko skupno praznovanje, smo se podružili, tako da to so v bistvu bila najbolj taka lepa, najlepši trenutki, no, tako. Ste recimo kdaj kak dan kaj odigrala skupaj? No? To pa nikoli. Pa tudi v bistvu, jaz sem šele 2015 začela tako tudi pred našimi recimo 5, tako da žal sem tle glih zamudila, ker sem se prvič pojavila na odru 2015 na festivalu, kar je bilo pa že prepozno, da me dejansko slišal 5, tako da me pa od drugod poslušal. No. Okay. Tako. Zdaj, daj mi nekaj povej, kdo je bil bolj strog? Dedek Slavko ali babica Brigita? Definitivno dedek. Dedek? Ja, sicer je bilo tako, da v bistvu on je mislil se je nekaj, ampak ni pa tega povedal. Babica je bila mogoče bolj direktna, Okay. Kar se tiče mislim, tako, nekih pričakovanj. Pri dedku si pa vedel, da neki, ali da je razočaran ali pa da nekaj ne štima, ni pa tega povedal, ne, v bistvu je bolj skril to. Tako da, ja. Daj mi še povej za konec, preden mi dva končava ta kratek pogovor. Je to, da si recimo ti, da nastopiš z ansamblom Saša Avsenika, je to kak slučaj ali se bo z tega še kaj razvilo recimo? Ja, moram priznati, da Tako sem vesela po vsake pravici. priložnosti, tako kaj Okej. dobim. V bistvu sem imela tak privilegij, da sem šla že na 2 turneji z njimi, enkrat pozim, da za božično skupaj z očetom, pa aprila za velikonočne praznike v bistvu. Tako da to je bila res ena zelo lepa izkušnja, ker mislim, da lahko marsikatera pevka sanja o taki izkušnji. No. In sem res Definitivno. vesela v bistvu. Tudi če je to, kar sem doživela, mislim, z njimi, sem res hvaležna, no, za vsaj te izkušnje. To vsekakor. Čisto za konec, prej sva Sašo tam omenila, koncert 20. november. Boš tam? Boš zraven? To mora pa oni povedati. Še niso povabili nič, ok. Mislim, da je še skrivnost. Ok, dobro, naj ostane skrivnost. V vsakem primeru 20. november, Cankarjev dom, sva rekla, obvezno. štima. Hram kulture, tu ostati nikamor iti. Nič ni bolelo, no, lepo sva se zmenila Bilo vse. kar v redu.
Sonček, to je naslednja skladba, ki jo bomo slišali, ansambl Saša Avsenika. Reci mi, ljubica, a bi jezna bila, če boš nocoj sama doma. Gremo s prijatelji, da povemo si nekaj posem moških stvari. Saj veš, moj dragi, da rekla ti bom to, s tem oke pa kruha ne bo. Boš kar doma ostal in pri meni spal, dolg čas ne bo, verjemi mi to. Ko sonček se spusti z neba, mi dva se spet objameva in nežno stisneva. Kakor dva golobčka sva, pod zvezdami si rada srček grejeva. Včasih spominjam se, kakšna sva bila, plesat sva šla, vrh Triglava. Ti, moja ljubica, res se mi ne da, raje ležim, kot da trpim. Ko sonček se spusti z neba, mi dva se vedno nežno stisneva. Kot prvi dan zaljubljena, pod zvezdami si srček grejeva. Mi dva od nekdaj sva z takšnega testa, se spričkava, spet ljubiva. Čudna patrona sva, to vejo vsi, naju pa to nič ne skrbi. Ko sonček se spusti z neba, mi dva se vedno nežno stisneva. Kot prvi dan zaljubljena, pod zvezdami si srček grejeva. Ko sonček se spusti z neba, mi dva se vedno nežno stisneva. Kot prvi dan zaljubljena, pod zvezdami si srček grejeva. Kot prvi dan zaljubljena, pod zvezdami si srček grejeva. Ojoj, kaj naj storim? Kličem in iščem te, a za manj je čisto vse. Le kdo razumel bi ta svet, dovolj včasih en pogled. Tako si me prevzela ti, sva radi obljubila si, zdaj pa tebe ni, očitno je ne maraš me. Kje si bila, Nataša? A nič ne vpraša me srce, Kje si bila, Nataša? zaljubljen sem še kar naprej. Kje si bila, Nataša? Le enkrat me lepo poglej in se mi nasmej. Moja Nataša, aj, 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 le kaj naj storim? Zvezde bi gladil, samo da poljubček dobim. Saj vem, obseden sem s teboj, Kje si bila, Nataša? o tebi sanjal bom nocoj. Kje si bila, Nataša? Preganja misel me na to, Kje si bila, Nataša? morda kdo drug ko bil lahko tvoje bo telo. Vajra paparam, vajra paparam, vapapaparam, paparam, vajra paparam, vapapaparam, paparam, vapapaparam. Povej le eno, je vse zgubljeno.
Hej, Tamala, daj prid malo gor, no. Ja! Zaljubljen sem še kar naprej. Le enkrat me lepo poglej in se mi nasmej. Moja Nataša, aj, 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 le kaj naj storim? Zvezde bi klatil, samo da poljubček dobim. Očitno je, ne maraš me. Kje si bila, Nataša? A nično vpraša me srce. Kje si bila, Nataša? Zaljubljen sem še kar naprej. Kje si bila, Nataša? Le enkrat me lepo poglej in se mi nasmej. Daj no me poglej, daj no se nasmej. Povej le eno, je zgubljeno vse. Bojem zate, v upanju živim, da pozabim, ali te dobim. Kje si bila, Nataša? Zdaj odgovor na to jaz dati ne morem. Monika mogoče, lahko pa ga data Sašo in Gregor. Evo, počasi. Izvolite sest, prosim. Kje si bila, Nataša? Gregor, boste vi povedali zgodbo za tem? Lahko poskusim. Okay. V bistvu izvor ali pa ideja sama je padla, ker se je mala Nataša nekoč na sprehodu ob morju zgubila kar naenkrat. Dajmo povedati, kdo je zdaj Nataša. Aha, Ja. Nataša je starejša sestrica od Monike oziroma mlajša sestra od Sašota. Zdaj Sašo, pol je Nataša, pol je Monika. Sašo, Aleš, Aha, okay, najprej dva fanta, Okay. pol Nataša, Monika, dve punce. Okay. Na koncu pa, kot je v naši navadi, še Cugabe, je pa še mali Primož. Še Primož, ki tudi ni več toliko majhen, no? Mali Primož. Ja, zdaj pa že kar gre proti 17 let. To je že kar počasi, bo tudi kako Natašo domov pripeljal, če je še ni, no? V bistvu po centimetrih je že velik. Ja, dobro, pri letih recimo. Zdaj, skladba je pa taka, mogoče malo netipična za eno narodno zabavno. To je verjetno vaš nek vložek. Ritmični, instrumentalni. Jaz moram reči, da sem mogoče po eni strani prebogat, po drugi strani različne te glasbene stile, ki sem jih imel. Se pravi, študiral sem klasiko, poslušali smo v moji mladosti malo drugačno glasbo, kot v bistvu zdaj se vrača ta disko glasba, se mi zdi, ne. Potem kot swing mi je všeč bil zmeraj, ne, tako da v bistvu sem probal te svoje motive, ki sem jih imel, tudi pretvoriti v ta svet, bi rekel, za narodno zabavno glasbo, ker kajti pri 24 sem se preselil na Gorenjsko in začel tudi bolj doživljati te glasbene večere narodno zabavne. Tako da sem rekel, jaz bi tudi nekaj zraven počel. Recimo, kako sprejmejo en tak aranžma? Pričakujejo, ne vem, od Oberkrajnerjev, ko greste kam igrati, ali pa kaj pričakujejo verjetno, da bo to ena taka klasika, pol pa vi začnete z njimi swing elementi s tem? Tako je, v bistvu jaz sem imel svoj ansambl nekoč in to je bilo, mislim, da okrog leta 96, 97. Tako da jaz sem že v bistvu naredil to stezo, špuro, po domač rečemo, ne. In ljudje so me že takrat sprejeli, da sem drugačen, kajti kitara sama po sebi ne more nadomestiti klarneta, trobenta, nisem niti poskušal. Poskušal sem pa vedno slediti svojim občutkom in svoji ideji. Monika, Sašo, vprašanje za vaju. Koliko je ta strok v resnici? Koliko je? Zdaj začel malo popuščati. To so najbolj, okay. Najmlajšemu vidno. Zdaj smo pri družinskih razmerah. To je luštno. Mi smo vedno imeli v oddaji, recimo, kak par, ponavadi, pa kakšna zakonca ali kaj takega. Na začetku je bilo še tako narejeno, da je en prišel s tujine, pa en bil tukaj in potem smo razmišljali pa z njima govorili, kakšna dinamika ta, kako se kaj obnašate en do drugega. In smo do tega momenta prišli, po dolgem času. Torej, dajmo slišati, koliko se je spremenil.
strog, mogoče ne toliko, kot pošten pa jasen. Že gre na smeh. Včasih, ko se ga jaz spominjam, ki je tudi tako, kot je rekel, svoj ansambl imel, je bilo tisto, da je mami se meni bolj stroga zdela, ker rad je bil tisti, ki je konc tedna čokolado prinesel, ki je prišel iz nastopanja. To smo imeli nekajkrat, tudi za ta Slavko tam tako. Potem smo pa seveda, ne vem, nekaj je bilo revij, nekaj je bilo igrač, nekaj vsega. Tudi v tistem obdobju, bom rekel, ko smo v šolo hodili, je mami kdaj pa daj naloge reševala te pa te, ati tudi daj pri matematiki pomagal. Pri glasbi me je on v bistvu spodbujal, da sem ustrajal, ker sem hotel pustiti, se pravi, spet ni bil strog, ampak je rekel, da je moral to dokončati. Je bilo tako? Po mizi. Ne, po mizi je redko udaril. Sem pa vrata brcnil, kdaj? To je na Gorenskem, ne? Aha, dobro, da se ne užge po mizi, tam se brca ne vrata. Ne po otrocih, samo po trdih predmetih. Ok, dobro, to razumem. Ampak vrata ste brcani. Še zdaj imamo lukno pleska, da je ravno zdaj malo okrog. Vse sam material se ni nič. Nismo pa omenili mame Katarine še sploh, no, to je malo krivično sploh. No, ko smo želeli pri strogosti pa tako, v bistvu pa tako mami bila večkrat jezna oziroma slabe volje, ampak je bilo bolj milo. Ati, če se pa razjezilo, je bilo pa bolj tako, kot je treba, tako da je bilo neko tako razmerje. Pa se, da ni heca konc koncev 5 otrok, zdaj človek mora imeti neko kontrolo, ne, da ga ne pojejo na koncu. Mislim, da je res to kot parlament in da sem se največ naučil demokracije, imaš vse rad, vsak mu bi rad ustregel, na koncu zadovoljstvo mene in žene je bilo, če so bili otroci zadovoljni. Regulativa mora štimati, če to ne štima pol. Ja. Koliko vam recimo ta družinski biznis, da tako rečem, jemlje časa? Da smo kot družina? Restauracija, družina, muzika, muzeji, vse skupaj, kar počnete, založba. Ta služba, ne bom rekel, ali pa ta poklic, ki ga upravljamo, je 24/7, ker človek pride domov, v bistvu prideš v begunje in to pomeni, da je zraven gostilna, muzej, ki pripelje veliko gostov, turistov, ljudi in včasih, ko si človek reče, sem pa 3 dni bom doma, bom frej, ne, pokliče brat, ki pomaga zdaj v gostinstvu in reče, prišel je avtobus ljudi, kdo jih bo pozdravil, kdo jih bo po muzeju pelal, to je on prej mnoga leta imel. Je pa tako, da smo veseli, da ljudje pridejo, v bistvu, da je to na nek način prijetno skoristim, naš prosti čas, radi preživimo za športom, v naravi, tudi radi na more skočimo pa tako. Ampak koliko imate prostega časa? Poleg tega pa recimo, prosim. Če lahko, ne? Ja. Jaz sem zdaj, lahko se pohvalim, 30 let je za mano biznisa. In se že kar nekaj let umikam in meri bolj sem uspešen in njegov brat Aleš, on je tudi zdaj konkretno zaposlen in je tudi postal vodja strežbe. Tako da žena itak vsa leta v pisarni in jaz moram reči, zmeraj več časa namenjam glasbi. Tako da načeloma probam samo res slediti, takrat biti zraven, ker je res potrebno. Ok. Mi bomo tukaj nadaljevali. Tebe pa mene pa čaka ena zadeva. Vijolični kotiček, danes malo drugačen, zaradi tega, ker nimamo nobenih izzivalcev. Ročni fuzbal poznaš, si ti to kdaj igral, recimo, da? Ročni, to prav, v vseh oblikah, zato se pa čudam, ker se mi zdi, če bi ti šel igrati, da bi se malo šel igrati. Jaz sem vedno, v vsaki oddaji, ko so prišli k nam špilen, sem rekel, ok, zdaj, če grem jaz to igrati, A, zgubim, B, nimam 3 čiste, nimam pojma, tako da delal sem da počasi, recimo, odpraviti k našemu fuzbalu, grem jaz igrati, ti boš pa sodnik, pa še enega izvalca bova našla. Prav? Bobo iskala. Ok, gorenski vijolični kotiček, tokrat izjemoma v naši zadnji oddaji, tu ostati. No? Cenjena publika, lepo pozdravljeni v vijoličnem kotičku in danes seveda v omejeni izdaji. Nov voditelj, lahko danes stojim pred vami, moje ime je Sašo in zanimive goste smo povabili, ki ste jih že verjetno velikokrat videli, mogoče tudi za njih slišali, so strici v odspredju in v odzadju. Najprej bi pozdravil strica prvega gosta, ki je ponavadi vaš voditelj in če ga od odzadja, Sebastian Matulj, vabljen na oder. Yes! Zdravljen. Spoštovani Sašo. Kar prosim. Hvala. No,
Drugi stric ima pa verjetno tudi potne roke kot jaz. Jaz jih imam zato, ker mi je v narodni noši precej vroče. Ta drugi stric je pa tisti, ki je ponovadi v ozadju in bo danes prišel v ospredje. Dame in gospodje, naj vam predstavim našega režiserja Marjana Kučaja. Prosim. Spoštovanje. Ja, takole, evo. Danes smo čisto spremenili vloge. Jaz ponavadi špilam, danes moram govoriti, vidva sprašujeta, gledata, danes boste odgovarjala. Predvsem me mogoče zanima, Marjan, kolikokrat si sedel? Lahko z njim začneš, prosim. Kolikokrat si sedel na vročem stolu? Nikoli. Nikoli še? Nikoli še. Prva To je zdaj taka. prvič. To je zdaj prvič. V glavnem šok. Ne morem verjeti, da tako zgleda. Dobro zgleda. Dobro. Ja, super sta. Pa kdo pa režira potem zdajle? Zdaj je prazno. Si zaupal kolega. nežnejšemu spolu ali Mojemu kolegu. kolego njemu? Kličemo ga Kiklica. Kako? Kiklica ga Kiklica kličemo. ga kličete? Kiklica ga kličemo. Zakaj? V glavnem čudovit videomikser in glej. Zakaj pa Kiklica? Njegov priimek je tak. Kikl. Kiklica, Ja, no. gospod Kikl. Ja, Sebastian, zadnja oddaja, prva sezona. Spomini, občutki, kaj je bilo najboljše, kaj je bilo najbolj smešno, kakšna anekdota? Zdaj to bi težko povzel, nisem še niti v bistvu nekako koncipiral, da je dejansko res to, zdaj za prvo sezono, da je to 30. zdaj zadnja oddaja. In še nisem niti predelal, prav, prehitro je minilo vse skupaj, no? To je šlo naenkrat kot čus. Od 10., 15., pa naenkrat 30., tako se zdi. Pasalo ti je, glej. Ja, en kup dobrih stvari, lepih dogodkov, to, da kaj posebej smešnega, pa mislim, da nič tako, čisto po pravici povedano. Marjan, Zdi, smo Že to, da se pojaviš ja, na da sem odru, zdaj je tukaj, smešno, evo, ne? ja. tebi je to zelo Sama hitro minilo, prezenca. kako tudi. Da je neverjetno. Ta sezona, pravimo pač sezona, pač v televiziji, je šla res hitro. Koliko smo imeli? 30 oddaj? 30, danes je 30. Ja, 30 oddaj. Ti si predvsem estet, imaš lepo, se pravi, oko za lepoto, tako v bistvu lepo sceno gledamo, tudi vse skupaj ste sami Braninke, postavljali. ja. tako. Vse, če ga pogledaš tudi, ne? Tudi tako da, Všeč mi je vijolična barva. če sem Sebastiana vprašal, kaj so bili spomini zdaj v to preteklo sezono, kaj bi pa tvoj najlepši spomin? Mogoče bo danes. Mogoče bo danes. Z vami, Ja? recimo. Mora se še Ansamblom zgoditi. Saša Avsenika, recimo, ne vem, le. Veš kaj, lahko tako naredimo, da gremo pol, recimo grem jaz, pa ti na mestnega igrati harmoniko. Ja, To je špila. to bi rad videl. Podpiram Čakaj, idejo. zdaj, veš kaj mislim? okej. Jaz smo vloge zamenjali, on je zdaj v vlogi voditelja, jaz sem pol v Boš da vlogi ima midva muzikanta. plesati. Polko. To je že hujše. Ja. Ja. Vidva sta tudi kaj športnika, poleg tega, da sta pred ekrani, sta tudi kaj na športnih terenih. Mislim, da sem profesionalna fuzbalera. Ne, nisem. No, pa Nič od postave športa. imata oba dva, ste prav sta aktivna, verjetno tako Zato drugače. imamo oba dva te lajbiče, zato da se da bolj Ženske zadeve nosijo skupaj, to je- korsete, midva nosimo lajbiče, ne, glej. to je- Ja, ampak v rokah pa Super vidim, del da sta zelo garderobe. močna. To se ti samo zdi, to se ti samo Samo zdi. zdi. Debelo, to je- No, Če mislim, če dobro poslušaš, to škripa. to je zdaj tista moč, ki, Ni bom mišic. rekel, ni masivna, ampak je hitra, tista spretna. Čakaj, da vidiš, to ni nič spretno. menda. Jaz sem vedno pri vsaki tekmi, ki smo imeli, sem rekel, da zdaj igram, zgubim, absolutno. In največji hec je, ko pride, ko so prišli profesionalci špilati, ko zategne tisto ročko, pa to vse ne vidiš, niti ga se obrne. Ne vidiš, glej, kaj žolica. Ne vidiš. Ne vidiš. Jaz bi bil tak, evo, vse se bo videlo, kako bom. Nikak. Kako boš ti boš tak? Težko, počasi. Eno Smem vprašanje, nekaj? a lahko Ja, šporudlamo? A lahko šporudlamo? Prosim, Sprudla, lahko šporudlamo. lej, pa da ne bomo zdaj kar, a vaju lahko kar povabim za mizo, da ne bomo Sure, samo da. govorili, pa bomo kar tam Jo, dorekli jo, vse. gremo. Gremo cest. Čakaj malo, jaz sem tu, ti si tam. Ja. Jaz sem rdeči. ne. Oh! Ari, bo, na. Poleg tega, da sem komentator, sem tudi sodnik. 5 žogic, takilah, 3 goli, vse poznata. To ni vredo. Šprudlati se ne sme, ta je lepša. V glavnem šprudlamo, ne? Je nič? Sta pripravljena? Ne, še trenutek. Ok, igralci treba postaviti, čakaj, izvoli še. Tole imata Gumi medvedke, vzami, če boš. medvedke. Joj, ne smem, imam ketne v... Okej. Zimske Dobro. ketne so me moram še ven vzeti, pa bo drugič. Dobro. Ja. Ampak hvala, evo. Doping, vse ni to, kaj dopinga. Ha? Imam trima. Sladkor je. Sladkor to pospešuje. Prizanesem, Človeka prosim, poživi. prizanesem. Marjan, pokaž roke, koliko si živčen. Jaz sem bolj.
Ali čist ferti. Da bom dober, da bom pošten sodil. Prvo šta mi je, prav? Ok. Gremo, fantje. No, takole. Ja, tu zdaj famozni obrat. Tukaj so začeli rdeči precej agresivno. Oba. Marjan, kako misliš, da kjera kamera te zdaj lovi? Pojma, nimam trojka. Trojka? Dobra obramba. Čakaj, koliko mora biti rezultat? Jezus. Rezultat Viš mora toliko biti žogico staviš čisto, veš, da... 3-0. To je Zelo šprudanje, ne? To smo agresiven. rekli lahko. Ja, brcnil si kar lepo tamle s kolenčkom. In žogica je out. Vse imamo še. Ja, Pardon, gospa. fantje, gremo naprej. Pazi, Marjan. žogico malo dol. Dober tek. In 3, 2, 1. Ok. Druga. Leti. Runda moja. In lepa obramba. Ne viš, da nimam pojma, ne drugi. No, tukaj Sebastian se je odločil za konfuzno tehniko, da Zdaj sem vračam tisto šprudanje, nesrečno. Sebastian zbegal si Marjana, zdaj si zbegal še nas, gledalce. Marjan je trdovraten. Ljubi Bog. Če ne videli, da imamo gumijaste medvedke v ustih, bi si kaj drugega mislili, verjetno. Pa da zdaj vidimo. 3-4. Zelo počasen napad od Marjana, žoga je komaj prišla do gola. Marjan. No, verjeten, to je bilo že skoraj šprudlanje. Vse smo rekli lahko, ne? V režiji lažje, a? Morali bi. Nema šprudlanja, Marjan. Pošiljajo hlede pozdrave z režije. Evo tvoje. Evo. Ups. Z vsemi tehnikami, še z zrakom tekmuje Marjan. Tako napadalen 1-0, to je bil gol. Žirija, priznamo gol? Seveda priznamo, ne? Iskrene čestitke. Ker so sta še žogca žoge? zmetala, bi jaz prosil za 2 novi. Torej, Skloni se rezultat je 1-0 za režiserja Marjana Kučaja. In zdaj, comeback. Koliko imamo? 2, 3. Takole, evo. Bomo videli, kako bo potrebno, mi pa nadaljujemo z naslednjo žogo. Zdaj načeloma ne bi sem zgubiti tega, ne? Ponovno so rdeči v napadu. Hiter preobrat tekme, zelo nepričakovano. Sebastian zelo Yes. na hitro Živčno. sklizno žogo. In tole je bil skoraj, da gol proti Več sreče napadu. kot pameti. No, ko statistika pravi, da imamo približno 5 Dobro, kaj boš? obratov na 10 sekund pri Marjanu. Daj gol. Yes! In to je 1-1. Ta obrat je bil usoden. Ale za ni fer, da se pustiš to. 1-1 Sebastian proti Yes. Marjanu. Ja. Nimam pojma. In gremo naprej. Joj, Jezus, ja. Nič še ni odločeno. Kdo bo dobil uro? Ja, Zdaj jaz točno. nimam ure, To bi dejansko. lahko malo večji oder naredili, ne? Ti že imaš uro, Marjan, pusti mi uro. Potegujeta se za čudovito novo uro. Ne vemo sicer, a vemo kakšna je? Nimam pojma. Nima pojma. Pa Te niso dali, ne, nimaš. Ne, še? Ja. Asistenti, Režija, prosim, ura, če... režija. Ja, prinesete nagrado. Daj še enkrat režija. Žoga je šla v prepovedan položaj. Offside? Bomo še enkrat Kaj bilo? iz offside nazaj na teren. Leto. Jaz nimam pojma. Res? Kaj dela? Že? Dejansko jaz vedno vsake vprašam, če so srednjo šolo naredili, ker ponavadi Švicno sem. tisti, ki dobro Švicno sem. špilajo, recimo, so bili več Koliko ne osnovnošolci? so bili več v kafani, kot pa v srednji šoli, dejansko pri pouku. Ja, draga sotekmovalca, sotrpina, tele je prišla lepa ura z velik kamenčkom. Pa tu ženska. Dajmo jo pokazati tudi v To kamero. je ženska. Zakaj ženska? Za ženo. Ali pa danes so tudi unisex ure, vse se nos. Jaz imam. Špilamo naprej, prosim. Si? Evo, To zdaj pokaži spretnost. Ojej. Spred. Po vseh po pravilih bi spominu moral imam, da zgubiti. moramo še 2 gola dati, najmanj. Ja. Zgleda se. In imamo že 2 proti 1. 2 proti 1. Marjan Kuči! Carevič, evo še enega, da stišneš. Gol, ja. In še zadnja. Marjan je že čist prepoten med tem, ko se Sebastian sploh ne sekira. Si pripravljen? In gremo. A blokada je bila dobra, priznaj. Le, to je vse, kar znam jaz vrteti, to ročko. Pam.
Pikec bo. Igra je zelo Igralci so hitra, padli. zelo hitra je, jaz zelo težko najdem toliko besed, da bi sploh sledil, ker toliko je preobratov, Pa to je čisto nervozna igra. nervozna. Ja. Tako je, ko profesionalci špilajo. To se ne sme. Je bilo to šprudlanje pravkar? Ja, to se ne sme. Režija, Nisva kako si- kaznujemo nisva si šprudlanje? izbrala Kako ekipe. kaznujemo šprudlanje? Še eno šprudlanje pa bomo gol odšteli. Ja. 3-0 v zadnjem momentu. 3-1. 3-1. Klanjam se. Fant je zašvical čisto. Čisto neko. Maska, više. Tvoja nagrada. Sebastian, boš prevzel? Sam da uro še vidim. In Boš Treba imel? te- Da, ne. jaz ti podarim ti ne, jo. treba ti slikati, prosto. Treba ti slikati s to uro. Sašo, super job si opravil, super delo. Hvala lepa. Kot sodnik, Še z moje napovedovalec. strani, vsaka Hvala, čast. Jaz sem pa bolj čestitke sam, obema za... Tvojo harmoniko oprtal, pa grem komaca špilat. Ajmo. Tako proti koncu, en zadnji komat recimo lahko. Se jim spočit. Počasno in hitro. Imamo Vsak nagrado, dan je še zdaj za lep, narediti. mogoče danes, ker smo takole v lepem ambientu, vsak dan je lep naš valček. Vsak dan je lep. Evo, jaz igram harmoniko na tale komat. Vsak dan je lep, ne še čisto, ampak se zna zgoditi, če bo Sašo seveda pustil, potihem to odsvetujem, ampak če bo pol take priložnosti, ne smem spustiti igrati z ansamblom Saša Avsenika. Evo, klanjam se vsem skupaj, Manja, hvala za igro, še enkrat, to je to. Mi gremo k nagradni igri, na Lušno gremo. Mi dva lahko gremo tja, Da. za vikend paket, Da. počasi. Da. Daj še malo bombončkov. Svetloba jutranja po strehah se igra in ti ob meni spiš, kot sonce se mi zdiš. Na travnik grem kar bos, nabrat ti šopek rož, da ti polepšam dan, ko se zbudiš iz sanj. Vsak dan je lep, če ga živiš z nasmehom, ki še drugim ga deliš. Vsak dan je lep, kakor pomlad, ko v srcu veš, da imaš nekoga rad. Prevečkrat se zgodi, prehitro čas beži in sivo nam nebo zakrije Maurico. Ko mi dva skupaj sva in čas ustaviva v najin mali svet, posije sonce spet. Vsak dan je lep, če ga živiš z nasmehom, ki še drugim ga deliš. Vsak dan je lep, kakor pomlad, ko v srcu
imaš nekoga rad. Če vsak dan je lep, pravi ansambl Saša Avsenika, jasno, da bo ta še lepši, če boste zdaj izbrani kot nagrajenec ali nagrajenka za vikend paket za 2 osebi v Prekmurju v hotelu Diana. Tja greste z nami z RTS, seveda vsi, ki ste se ustavili na Facebooku, na našem profilu RTE24, pa naredili to, kar smo od vas pričakovali, pol ste v tem bobnu. Zdaj, Monika, ti boš nekoga izžrebala, izbrala, ki bo seveda dobil to čudovito nagrado, pa vzel nekoga zraven. Zdaj ne smeš gledati, no, to ne gledati, stran se obrniti, malo premešati mogoče. Da vidimo. Da vidimo, kaj bo. Evo, in nagrado dobi kdo? Milan Črepinko. Jaz tukaj ga bova pustila. Milana Črepinka, recimo točno tako, gospod Milan, vse čestitke. Zdaj, koga boste vzeli zraven, seveda veste vi absolutno sami najbolje. Hvala, da ste sodelovali in naslednjič, septembra meseca, še ne vemo, kaj bo eno presenečenje, vam vsekakor pripravimo. Lepo se mejte za vikend v hotelu Diana, v Murski Soboti, v Prekmurju. Etola, to je to. Zdaj, kakšen je vaš dopust, ne? 24/7 ste praktično zasedeni, vi si zdaj jemljete nekaj časa zase. Še to mi povejte, slabe volje ne smete biti, ne? Ko ste tam v Begunjah, da vas kdo vidi, pa si misli, zdaj, ok, mogoče ima kdo dal se nekaj slab dan, ampak morate biti z ljudmi prijazni, morate biti, no? Po nočki se je zaprto močas. Zato se jaz bolj skrivam, ker sem večkrat slabe vole. Mislim, to je že tisto... Po nočki se je zaprto, takrat bomo cajt. Aha, ok. Kam greste na dopust, ampak čisto res, recimo, kje ga preživljate? Mal v hribih, v našem bližnjih okolici, mal na morje, sicer pa Istra oziroma radi potujemo, se premikamo, tako da po Jadranu. Ok, se pravi, če boste kje na hrvaški strani pri sosedu, na sosedovi obali, tam se vas da videti. Tudi. In če vas dosti poznate, pol vas že verjetno zagnjavi, da vzamete harmoniko v roke, gremo na Golico, Mene ne, njega pa. Tebe prej spoznajo, kaj kot očeta? Ne, mene lažje za harmoniko. Za harmonike, ne. Ti pa pol ne rečeš ne, ne? Jaz ne moram na kitaro Golice igrati. Ker včasih se mi je zdelo tako, da so Hrvati to imeli mečken odpor do te glasbe. Zdaj pa, ko pridemo v Istri, pa igrajo tam na kakšnem trgu to glasbo, pa se naprej hitro obrnemo, da nas ne bo kdo spoznal, pa vsem gremo fircat. Vprašamo in se je že zgodilo, da so v Novem Gradu igrali italijanski kvintet, da smo bili dolnik okoli Pule, da so bili Hrvati, ko so to igrali. In to ti pa potem še bolj všeč, da vidiš, da za muziko nima ja. Ja, to je res. Avgusta en festival, mislim, da odpadil, oziroma ga ni. Čez, kaj vem, letos ne. Na 2 leti ga imamo, Avsenikov festival. Aha, tako je. Ni vsako leto? Ne, vsake 2 leti. Da je nekaj posebenega tisto leto. Evo, zato pa pol novembra koncert, 20. Karte kupiti. No, ne čakati. Prej sem vprašal, če bo recimo Monika tudi zdrav, no, na tistem koncertu. Niste še povabili, ali je to že skrivnost, ali kaj s tem? Povabilo smo seveda ji dali, tudi ideje so kako pa kaj in radi bi, da bi bilo posebno, da bi bilo drugače. Tako da nova izkušnja za glasbo, ki jo ljudje že poznajo. Vi boste zraven? Tudi sem bil povabljen. Ata bo zraven? Tako da mislim, če se bo dobro išlo, bom. Je, tudi je povabljen. No, to je super. 20. november, eko. Mi smo prišli do konca, če jaz kaj vem, no, čas se počasi izteka. Še eno skladbo bomo zapeli vsi skupaj magari. In sicer Ples v Škornjih. Lahko drugače naredimo, da je odkole, ker nima teksta, da je nam. Ok, aha, super. Nič peli, ampak bomo pa tolkli ob tla. Tudi to gre. Po ritmu, če ne drugače. Vi lahko to počnete seveda doma v vašem stanovanju. Sašo, priključi se bendu, prosim. Da ne boš kaj zamudil, da ne bo brez tebe. Evo nas, to je to, zadnja oddaja v tej sezoni je za nami 30. jubilejna. Hvala, ker ste bili z nami, upam, da, če ste zamudili katero, pa jo želite videti, veste, kam je treba iti na našo spletno stran RT24, tam si pogledati arhivo in vse, ki najdete videoteko, pa si izberete na svojo najljubšo oddajo, recimo. Monika, hvala za pogovor. Hvala za povabilo. Kaj, malo ne prebila let, ampak bo lažje naslednjič govoriti? Bo. Sigurno, ok. Jeseni se vidimo. Velja. Pred koncertom, pridete okrog, prav? Super. Ok. Gregor, enako za vas.
Mene je zelo veselilo, Tudi mi je jaz bilo, se mi je zahvaljujem. bilo veliko čast Enako. vas poznati, kot tudi Sašo pa vse ostale. Tako da to je to, gospe in gospodje, z nami spet jeseni, lepo se imejte čez poletje, lepo se imejte ta vikend, mi gremo zdaj ne za pet, ampak za plesati. Ples v Škornjih, imejte se, bye bye, tschüss, auf Wiederschauen. Ne? Thank you.